Pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. Veselimo se, da ste si vzeli čas za poslušanje tega CD-ja. Dr. Joel Volek, idealist in pionir v enaki miri, ter borec za resnico v medicini, zdaj že živeča legenda. Po 30 letih uspešnega veterinarskega dela in 17.000 opravljenih obdukcijah je dr. Volek prišel do revolucionarne ugotovitve, ki naj bi oblikovala in revolucionirala našo predstavo o zdravju. Po neskončnem seznamu publikacij, raziskav, knjig ter 40 milijonih prodanih tonskih nosilcev šteje dr. Volek k najpopularnejšim in priljubljenim, a tudi strahospoštovanim znanstvenikom našega časa, kar zadeva zdravje, prehrano in vse, kar je s tem povezano. Še posebej spoznanje ali bolje skrivnost 91 osnovnih hranilnih snovi je povzdignilo njegovo sporočilo v nepreklicni smernik v prihodnost. Pri tem poudarja Volek vselej, da ga ne žene niti želja po slavi, niti nanj ne naredijo vtisa prodajne cifre. Živi željo prispevati k iskanju resnice ter se boriti proti lažem v medicini in farmaciji. Volek sam pravi: dokler bo na našem planetu obstajal še nekdo, ki tega sporočila ni slišal, bodisi da mu ni bilo dostopno ali mu je bilo namenoma zadržano, ne bomo prenehali opravljati našega dela. Zdaj je torej to sporočilo prispelo do vas. Prosim, vzemite si čas in se v naslednjih minutah ne pustite na noben način motiti. Sami sebi boste hvaležni. Sami boste spoznali neprecenljivo resnico, skrivnost 91 osnovnih hranilnih snovi. Ne poznam niti vaše trenutne življenjske situacije. Niti ne vem, koliko ste se do sedaj ukvarjali z zdravjem ali tematiko bolezni. Morda ste bili do sedaj večkrat malomarni ali tudi lahkomiselni pri ravnanju z vašim telesom, ki je, zapomnite si, edino na razpolago. Morda pa ste od nekdaj sledili vzornim pravilom fitnesa in ste vzdržljivi, polni moči in energije. Skočiti hočete čez vsako stopnico, v očeh vam sije pogum po izpolnjenem, polnem življenju. Tudi mi ni znano, dragi poslušalec, če ste kdajkoli resno razmišljali o vaši pričakovani življenjski dobi. Ste si kdaj zastavili želeno starost, s čimer mislim, ali ste se že odločili, kakšno starost želite dočakati? 60, 70 ali 100 let? Ali mislite, da je nekomu drugemu prepuščeno odločati o tem, koliko let boste dočakali v tem življenju? Vseeno, h kateri skupini štejete. Nekaj vam lahko obljubim. To sporočilo bo spremenilo vaše življenje. Predpostavimo, da ne boste dopustili, da vam bo v naslednjih minutah karkoli motilo koncentracijo. Predpostavimo tudi, da dopuščate, da bo vaše dosedanje znanje o zdravju, prehrani in s tem povezani pričakovani življenjski dobi na novo oblikovano in sprogramirano. Tedaj vam obljubim, vaše življenje ne more biti in ne bo več enako. Ker nisem samo človeški zdravnik, temveč tudi veterinar, je moj pogled na zdravje v osnovi drugačen. V veterinarski medicini, na primer, ni zdravstvenega zavarovanja za živali, kot ga imamo za ljudi. Vsakogar od nas bi šokiralo, če bi se človeški sistem zdravstvenega zavarovanja pričel uporabljati tudi pri živalih. Hamburger bi naenkrat stal nedostopnih 343 evrov bruto. Za kurja prsa brez kosti in kože bi bilo potrebno odšteti 616 evrov. Kokošje jajce bi skoraj 5 evri dvignilo stroške za zelenjavno omleto v neznane višine. In to vse zato, da bi se financiralo osnovno zdravstveno zavarovanje pri živalih. Zaradi tega smo se v živalski industriji že pred davnim časom naučili, kako cene za meso, mlečne izdelke, perutnino in jajca obdržati na čim nižji ravni. Tako nizki, da si lahko povprečni Evropejec privošči takšne produkte dnevno. To smo dosegli s pomočjo enostavne prehranjevalne formule.
Obroke hrane za živali smo pričeli izdelovati v obliki zrna, tako imenovani peleti. S tem smo lahko preprečili, da bi si živali izbirale iz napajalnika naprimer samo rozine ali sončnična semena. Vsako zrno je enako drugemu in vsebuje vse pomembne hranilne snovi. Celo najneumnejša žival celotne črede tako dobi popolno prehrano. Proizvodnjo so takoj standardizirali. Danes imamo pelete za miši, podgane, hrčke, morske prašičke in zajčke. Peleti so glavna sestavina v suhi pasji in mačji hrani. Za vse vrste živali, ki so udomačene ali uporabljene za laboratorijske poskuse, vse splošno zdravilo za živali. Za gospodarstvo in industrijo pomenijo nedoumljivi blagoslov. Bili smo celo tako uspešni, da smo v zadnjih 75 letih uspeli izkoreniniti 900 različnih bolezni. Pričakovana življenjska doba pri živalih se je podvojila, celo potrojila. In to vse s pomočjo te v osnovi enostavne, majhne prehranjevalne formule. Postavljalo se je zatorej vprašanje, zakaj nismo enake tehnologije uporabili tudi pri človeku. Da smo to ugotovili za živali, je bilo v 75 letih porabljenih 80 milijard evrov. To ni nič v primerjavi z vsoto, ki jo letno namenimo za človeško zdravstveno zavarovanje. Če gledamo na ta način, je bilo izkoreninjenje 900 različnih živalskih bolezni izredno poceni. V času, preden sem postal zdravnik, sem bil udeleženec pri velikem raziskovalnem projektu z Marlin Perkinsom. Marlin Perkins, občudovanja vredna osebnost in brezčasna pojava. Resnično sem bil zelo počaščen, da me je videl kot patologa živalskega in rastlinskega sveta. Bil sem v Afriki in opravljal okoljevarstveno delo, ko sem nekega dne prejel njegov telegram. Povabil me je nazaj v Združene države Amerike. Od Narodnega inštituta za zdravje je dobil 7,5 milijona ameriških dolarjev za raziskovalne namene. Ta znesek je bil na razpolago za raziskovanje okolja, onesnaževanja in ekologije. Z veseljem sem sprejel njegovo ponudbo. Moje delo je bilo obdukcija živali, ki so umrle naravne smrti v velikih ameriških živalskih vrtovih. Ti velikanski živalski vrtovi so bili po večini postavljeni blizu kakšnega velikega mesta. Če so torej v tem mestu obstajale težave z onesnaženostjo, se je med živalmi živalskega vrta našla vsaj ena žival, ki je občutljivo reagirala na onesnaženost. Te živali smo uporabljali na podoben način, kot so stari rudarji uporabljali kanarčke. Rudarji so takrat jemali kanarčke kot spremljevalce globoko v mino. V primeru, da je v mini uhajal plin, naprimer metan, so ptiči nanj reagirali. Mrtvi so padli s palice, na kateri so sedeli, dolgo preden so bili možje v nevarnosti, da jih raznese ali da se zadušijo. Pa skrajšajmo nekoliko dolgo zgodbo. Skozi leta sem opravil 17.500 obdukcij na več kot 454 različnih živalskih vrstah, kakor tudi 3000 obdukcij na ljudeh. Kar sem se iz tega naučil, se mi je zdelo revolucionarno. Vsaka žival in vsak človek, ki je umrl naravne smrti, je kazal občutne znake pomanjkanja hranilnih snovi. To pomeni, da je vsako obducirano truplo vsaj eni izmed skupin hranilnih snovi kazalo smrtonosno pomanjkanje. To izjavo bi želel ponoviti, kajti gre za skrajno globoko in vsak človek, ki umre naravne smrti, umre zaradi pomanjkanja hranilnih snovi. Kot že velikokrat v zgodovini novodobnih odkritij, tudi to sporočilo veliko strokovnjakov v medicini ni jemalo resno. Kako pa bi naj nekdo v seznanjenem, bogatem zahodnem svetu umrl zaradi posledic pomanjkanja hranilnih snovi? V vesolje streljamo satelite. Skoraj izključno komuniciramo z brezžično tehnologijo.
Svoj prosti čas pa preživljamo v Disneyjevem svetu in razlog za našo smrt bi ne bil v pomanjkanju dobro znanih in raziskanih hranilnih snovi. Nenazadnje, nimamo do sedaj niti dokaza, da lahko z vitamini in minerali preprečimo ali ozdravimo bolezni. In končno, tudi zdravniki to govorijo, veliko strokovnjakov to govori, profesori govorijo, vsi govorijo. Ste že kdaj slišali za skorbut? Gotovo veste, da lahko skorbut preprečimo in zdravimo z vitaminom C. Koliko od vas je že slišalo za rahitičnost? Splošno znano je, da lahko rahitičnost preprečimo in zdravimo z vitaminom D. Zagotovo tudi veste, kaj je golša in da se zdravi z jodom, bakrom in selenom. Koliko od vas je že slišalo za anemijo? Saj veste, da lahko anemijo preprečite in zdravite z železom, bakrom, folno kislino in vitaminom B12. Vse življenjsko potrebne hranilne snovi zato imenujemo življenjsko potrebne, kajti zbolite v primeru, da jih nimate dovolj oziroma utrpite pomanjkanje le-teh. Če boste torej zboleli, vzemite potrebno hranilno snov in telo bo lahko premagalo bolezen. Vsak zdravnik ali profesor oziroma vsaki trdi, da ni močnega dokaza, da lahko vitamini in minerali delujejo preventivno in celo zdravijo bolezni, se zapira pred očitno stvarnostjo. Ko sem oktobra 2002 videl rezultate neke raziskave Svetovne zdravstvene organizacije, sem se zelo razveselil. Raziskava je jasno kazala, da življenjska doba človeka zrcali kvaliteto njegove prehrane. Nadalje je pokazala, da 30% vseh zgodnjih smrtnih slučajev in tudi vplivov nanje najde vzrok v prehrani. Tem statističnim 30% se podrejata dva glavna vzroka. Prvi, premalo hrane v najrevnejših državah tega sveta. Drugi, v osnovi napačna prehrana s premalo hranilnimi snovmi v bogatejših državah. Najvažnejše odkritje pa je, da je za nepričakovano veliko število bolezni odgovorno nezadostno uživanje treh glavnih hranilnih snovi. Gotovo jih poznate. Gre za cink, železo in vitamin A. Kaj pa če vam povem, da obstaja skupno 91 znanih življenjsko potrebnih hranilnih snovi? In kaj bi rekli, če vam še povem, da pri tej raziskavi ostalih 88 niso niti upoštevali? Lahko si predstavljate, kmalu je bilo tudi mnogim dvomljivcem jasno, da smo videli le vrh ledene gore in da je znanstveni napredek šele pred nami. Tako je Svetovna zdravstvena organizacija pripeljala široko množico ljudi do natančno enakega zaključka, kot sem ga jaz izpeljal že pred 40 leti. Če sedaj govorimo o hranilnih snoveh in njihovem učinku, morate vedeti, da naše telo ne more samo proizvajati hranilnih snovi. Dnevno jih moramo zaužiti s prehrano ali hranilnimi dodatki. Če nam te življenjsko potrebne hranilne snovi manjkajo, dobimo številne in velikokrat življenjsko nevarne bolezni. Pri tem odigra dotok mineralnih snovi najpomembnejšo vlogo, kajti mineralne snovi predstavljajo 2/3 vseh življenjsko potrebnih hranilnih snovi. Preko hrane pa mineralov ne moremo zaužiti, ker naše rastline ne morejo proizvesti mineralov. Hranilne rastline, kot so žito, zelenjava, sadje in lešniki, proizvedejo vitamine, aminokisline in maščobne kisline, vendar niso v stanju proizvesti mineralov. Na Zemlji ni rastline, ki bi bila v stanju proizvajati minerale. Niti z uravnoteženo prehrano ne moremo zaužiti vseh hranilnih snovi in mineralov, ki jih naše telo potrebuje za dnevno funkcionalnost. Naj pripomnim, da potrebuje naše telo natanko 60 različnih mineralov. Za trenutek usmerimo pogled v kmetijstvo. Rastlina potrebuje za življenje, namesto za človeka potrebnih 60, samo 9 mineralov. Toda vemo, da je zdrava žetev v neposredni zvezi z zdravimi tlemi. Po raziskavi iz leta 1995 je skoraj 40% kmetijskih površin resno degradiranih.
To pomeni, da v skoraj polovici zemlje, ki jo uporabljamo za pridelovanje, ni več teh hranilnih snovi. Svetovna raziskava iz leta 1992 je pokazala, da so afriška tla izgubila 74% svoje rodovitnosti. V Aziji so izmerili izgubo 73% in v Avstraliji 55% rodovitnosti. Evropska tla so izgubila 72% svoje rodovitnosti, severnoameriška 85% in južnoameriška 76%. V januarju 2000 je bila izpopolnjena nadaljnja raziskava, katere rezultati so bili posredovani javnosti. V obdobju od 1975 do 1997 so načrtno primerjali določene hranilne snovi in vsebnosti v naših živalih. Za primerjavo so dobesedno pod drobnogled vzeli med drugim tudi najbolj znane zelenjavne vrste, kot so brokoli, brstični ohrovt, korenje, cvetača, čebula, peteršilj in mnoge druge. Pri tem so ugotovili izgubo kalcija za 53%, nadalje izgubo vitamina A za 38% in izgubo riboflavina B2 za 48%. Razen tega so lahko dokazali 35% manj tiamina B1 in 29% manj niacina, vitamina B3. Če torej ni več življenjsko potrebnih mineralov v tleh, kako naj rastlina med svojo rastjo črpa svoje hranilne vrednosti? Vsako rastlinje, ki je zakoreninjeno v ta skoraj mrtva tla, izgubi nujno lastnost proizvajanja vitaminov. Danes nam je znano, da vsebuje na primer naše žito le še 8% dragocenih proteinov, v letu 1900 pa jih je bilo celih 23%. Že samo takratna pšenica je bila 3-krat kakovostnejša od današnje. Ste odkrili, kam ciljam? Prepoznate nesrečo, ki nam jo je prinesel kapitalizem? Prepoznate zmoto, v kateri se nahajamo? Če želimo vedeti, kaj o zdravju, vprašamo zdravnika ali lekarnarja, kajti mislimo, da ve več o tej temi kot mi. Toda, če pogledam statistike, ki kažejo, da dosežejo ameriški zdravniki v povprečju le 56 let, tedaj mi zadeva zgleda tako, oprostite mojo nebrzdano jasnost, da veliko zdravnikov dejansko ne ve, o čem govori. Povprečna življenjska doba navadnega državljana znaša okroglih 75 let. Se vam ne zdi po tem izračunu nekoliko čudno, da umrejo zdravniki v povprečju že 56 leti? Če verjamemo statistiki, ste na vsak način že zmagali, če niste študirali medicine in niste postali zdravnik. Žal so nas zdravniki prepričali, da je zdravje zapletena in kompleksna tema, toda to ni res. Zdravje je nekaj povsem enostavnega in naravnega. Jaz lahko živim zdrav in vi tudi, povsem enostavno. Nihče ne potrebuje 7 do 10 let študija medicine, da bi vedel, kako ohranjati zdravo telo. Če ste to do sedaj verjeli, sedaj več ne boste. Živeti zdravo je čisto enostavno. Vsi posedujemo genetsko kapaciteto, da lahko živimo dlje kot 100 let. Če te starosti ne bomo dosegli, je edini razlog v tem, da delamo preveč slabih in premalo dobrih stvari, enostavno povedano. Za tiste, ki imajo radi znanost. V novembru so zaključili arizonski eksperiment. 6 poskusnih oseb, 3 pari, so 2 leti živeli v tako imenovanem umetnem svetu, v svetu brez onesnaženosti. Po koncu poskusa so jih pregledali številni zdravniki v Los Angelesu. Podatke raziskave so vnesli v računalnik in ta je prognosticiral pričakovano življenjsko dobo 160 let, pod predpostavko, da bi tako živeli tudi naprej. Vse to vam naj prikaže, da obstaja možnost, da dočakamo 140 ali več let. Obstajata le 2 stvari, na kateri morate biti pozorni. Prvič, ne padite v kakšno jamo. Drugič, izogibajte se minam. S tem, da stopite na mino,
Mislim, da ne naredite nič neumnega, kot naprimer preveč kajenja, preveč pitja ali v črnih kopalkah tekati po avtocesti. Morda menite, da so to neumne stvari, a je presenetljivo, koliko ljudi umre zaradi tega. In k temi izogibajte se minam spada tudi izogibajte se, če je mogoče, zdravnikov. To pogosto pobudno in močno izjavo, ki je bila objavljena leta 1993, želim podkrepiti z raziskavo. Rezultati raziskave pretresljivo povedo, da vsako leto umre približno 300.000 Američanov v ameriških bolnišnicah za posledicami medicinskih površnosti. Medicinski postopki, ki so bili nepravilni, so bili na primer, zdravniki so predpisali napačno zdravilo ali napačno postavili decimalno vejico, kar pomeni enako, kakor da bi pacientu predpisali smrtonosno dozo. Teh 300.000 ljudi je bilo, če verjamemo 3-letnim raziskavam, koliko jih je v resnici umorjenih. Lahko to številko primerjamo na primer z vojaškimi izgubami Združenih držav Amerike v Vietnamu, ker je padlo v določenem obdobju 10 let skupno 50.000 ljudi. Preračunano na eno leto je takrat umrlo 5.600 ljudi letno. Umrli so v vojni, na odprtem krvavem bojišču, ob napovedanem nasprotnikovem udarcu, katerega cilj je bil uničenje in usmrtitev nasprotnika. Proti temu je protestiralo na milijone ljudi. Bili so razburjeni in šokirani in ustanavljali so kampanje. In tukaj, na drugi strani, najdemo zdravnike. Poklicno skupino, ki živi od vaših davkov in samo v Združenih državah Amerike letno umori okrog 300.000 ljudi. Kljub temu ne vidimo niti enega plakata z napisom Obvarujte nas pred temi zdravniki. Povsem je jasno, da jih s temi izjavami napadam, toda dovolite nam ob tem pogledati še nekatera dejstva, da dobimo jasnejšo sliko. V današnjem času namenja cel svet skupno 2,2 bilijona evrov za zdravstveno varstvo. Od teh 2,2 bilijona evrov so prebivalci Združenih držav Amerike z levjim deležem od skupno 1,3 bilijona evrov najbolj razsodni negovalci svojega zdravja. Kljub temu dosežejo Američani pri raziskavi, katera primerja življenjsko dobo v različnih državah, le 17. mesto. Zanesljivo želite vedeti, kateri narod je zasedel prvo mesto. To so Japonci. In to kljub temu, da so močni kadilci. Zastrašujočih 86% Japoncev kadi, in to 3 do 5 zavojčkov na dan. K temu še dodamo, da se njihovo dnevno uživanje soli giblje od 12 do 15 gramov. To je en cel solnik na osebo. Mi porabimo v nasprotju z Japonci približno le 1 miligram soli na dan. Kljub temu imajo Japonci za 85% manj rakavih in srčnih obolenj kot mi. Če bi sedaj na to tragedijo našli en sam zadovoljiv odgovor, moramo najprej našo situacijo resno izprašati. So mogoče naša zdravila neuporabna, neučinkovita? Ali nasveti, ki jih dobimo, niso najboljši? Vseeno je, kaj nam želijo zdravniki in farmacevtska industrija povedati, dokazi kažejo, da se resno premikamo v napačno smer. Tega stanja ne moremo dolgo zanikati. Zavzeti zdravnik harvardske medicinske šole Dean Ornish je opravil zelo zanimivo slepo raziskavo. Povezal jo je s stotinami ljudi, ki bolehajo z 90% zamašitvijo 3 glavnih srčnih arterij. Normalno, tako se uradno imenuje, je edina možnost zamašene arterije odmašiti s tako imenovano bypass operacijo. Dean Ornish pa je temu nasprotoval. Svoje paciente je dal na strogo dieto, dal jim je dodatke k prehrani in jim dovolil opravljati lažje športne aktivnosti, naprimer jogo ali plavanje. Po 6 mesecih so bile pri pacientih vse arterije znova 100% odprte brez operacij. Čudež? Po mnenju zdravnikov je bilo to nemogoče. Ta raziskava je bila opravljena še enkrat,
ker mu zdravniki niso verjeli. Toda tudi ta druga raziskava je pokazala iste rezultate. Ponoven čudež? Da, če verjamemo šolski medicini in daleč razširjenim zmotam, v katere nas nekateri zdravniki želijo prepričati. Ne, če poznaš pomembnost bistvenih vitaminov in mineralov. Predpostavimo, da imate tudi vi zamašene arterije in morate sprejeti odločitev o metodi zdravljenja. Poznate kakšnega zdravnika, ki bi vam v tem primeru kot pacientu svetoval? Opravite dieto in se ukvarjate z lažjim športom. Takšno zdravljenje bi v veliki meri zmanjšalo vaše prehranjevalne stroške, prihranili bi torej denar. In če bi se vaše zdravstveno stanje kljub temu poslabšalo, potem bi prišla na vrsto operacija. Potrdili mi boste, da noben zdravnik ne bi naredil. 90 je bilo objavljeno poročilo, ki je potrdilo mojo skeptičnost do zdravnikov. Iz rezultatov te raziskave je bilo razvidno, da imajo predvsem mladi zdravniki premalo izkušenj pri delu s stetoskopom. Kot veste, je stetoskop najbolj uporabljen instrument zdravnikov. Veliko zdravnikov, ki se izjemno spozna na high-tech medicino, ne pozna konkretnih navodil za uporabo. Iste raziskave kažejo tudi, da mladi zdravniki lahko pravilno diagnosticirajo le 20% njim predstavljenih srčnih problemov. Neverjetnih 80% srčnih bolezni je ugotovljenih naključno. Sprašujem se, kako lahko študiraš medicino 10 do 15 let, brez da se naučiš, kako pravilno uporabljati stetoskop. To je tako, kot da ne bi mizarski učenec po 7 letih učne dobe vedel, kako uporabljati kladivo. Vzrok, zakaj si zdravniki ne vzamejo časa, da bi se naučili, kako se uporablja stetoskop, da bi diagnosticirali srčne bolezni, je, ker bi jih to stalo dodatnih 10 minut, da bi vsak kvadratni milimeter srca, zaklopk in posameznih arterij lahko preiskali. Če bi si vzeli čas in se naučili pravilno uporabljati stetoskop, bi to pomenilo bolj efektivno diagnosticiranje srčnih bolezni. Nočem vam ustvariti sovražne slike proti zdravnikom. Hočem pa utemeljiti svoje nezadovoljstvo zoper obstoječi sistem, ker bi morali biti tisočletja naprednejši, kar se tiče ugotavljanja in zdravljenja raznih bolezni. Še več, večina teh bolezni sploh ne bi obstajala, če bi osvojeno znanje znali uporabiti. Svoje mesto vidim bolj v tem, da vam dam informacije, ki bi vam bile sicer zagotovo zamolčane. Sedaj pa takoj k drugi in prav tako pomembni temi. Holesterol. Vsako leto se porabijo ogromne vsote denarja za ugotavljanje višine holesterola v krvi. Zakaj pravzaprav? Obstaja kakršnakoli bolezen, katere vzrok je povečan holesterol? Ne, ni. Niti ena takšna bolezen. Če imate povečan holesterol in trigliceride, potem je vzrok nekje drugje. Mogoče imate pomanjkanje niacin vitamina B3 ali pomanjkanje krom vanadiuma. Mogoče pa vaše telo signalizira tudi pomanjkanje življenjsko pomembne maščobne kisline ali daje na znanje neuravnovešenost med omega-3 in omega-6 maščobami. Lahko bolehate za golšavostjo ali nepravilnim delovanjem ščitnice, ki povzroča povišanje trigliceridov in holesterola v krvi. Naslednja možnost bi bila zgodnja sladkorna bolezen. Pri sladkorni bolezni se povečajo trigliceridi in holesterol mnogo prej, kot da bi šel vas krvni sladkor v višino. No, če bi sedaj tega ne verjamete, potem pojdite v knjižnico in pogledajte medicinsko knjigo o splošni diagnostiki. Katere so prve spremembe, ki nastopijo v krvni sliki, če imate sladkorno bolezen? Kaj so prvi znaki pri nepravilnem delovanju ščitnice? Odgovor je povišan holesterol in trigliceridi. Lahko povišan holesterol in trigliceridi povzročijo kakršnokoli bolezen? Ne. So samo signali, toda vzrok za to moramo iskati drugje. 95% moškega hormona testosterona, 95% ženskega hormona estrogena
Tako kot 95% hormona adrenalina je v našem telesu proizvedenih s pomočjo holesterola. Samo 10% tega lahko ustvari telo, ostalih 90% moramo zaužiti s hrano. Če so torej vaše adrenalinske žleze izčrpane, potem konzumirajo premalo holesterola. Pred 13 leti je bilo v New England Journal objavljeno poročilo, katerega naslov glasi: Normalne vrednosti holesterola pri 88-letnem, ki dnevno poje 25 jajc. Mogoče se sedaj kdo vpraša, zakaj poje ta mož točno 25 jajc na dan. Mogoče enostavno ni imel več svojih zob, da bi lahko žvečil zrezek, ali pa ima kokošjo farmo in želi kontrolo kakovosti opraviti sam. Karkoli je bil pač vzrok za njegovo početje, je za nas pomembno, da je kljub dnevnemu zaužitju velike količine jajc imel čisto normalno količino holesterola. Če jajca niso ocvrta, nam dajo veliko količino proteina. Torej, ne cvrite jajc in jih tudi ne pripravljajte v margarini. Zdrave metode za pripravo jajc so na primer poširana, mehko in trdo kuhana, stepena jajca ali jajca na oko v maslu pri nizki temperaturi. Ne vzemite pa margarine, kajti v margarini se nahaja mnogo prostih radikalov in veliko dandanes zelo pogosti in razširjeni bolezni. Alzheimerjeva bolezen. Alzheimerjeve bolezni pred 40 leti še niso poznali, ker je še ni bilo. Tudi ne pod kakšnim drugim imenom. Kot bolezen je bila spoznana 1979. leta, torej pred 26 leti. Danes je Alzheimerjeva bolezen na listi umrljivosti odraslih na 4. mestu za srčnimi boleznimi, rakom in sladkorno boleznijo. Temu sledijo informacije. Sestava naših možganov je do 75% mielina. Mielin je nenadomestljiv del naših možganov in se stoji sam do 100% iz holesterola. Sami proizvajate le 10% dnevne potrebe po holesterolu. Če sedaj poslušate nasvete svojega zdravnika in željo po jajcih v celoti ustavite, pri tem pa vzamete margarino namesto masla in potem še kožo piščanca odstranite, preden jeste, in če na koncu pojeste tofu namesto rdečega mesa, tedaj dobite Alzheimerjevo bolezen. Marca 2005 je izšlo javno poročilo, v katerem je bilo prerokovano, da bo za Alzheimerjevo boleznijo v naslednjih 25 letih umrlo 14 milijonov Američanov. 25 let nazaj je umrlo skupno 250 000 ljudi in še 25 let nazaj ni umrl niti eden. Pred 50 leti je bilo v veterinarski medicini znano, kako je možno Alzheimerjevo bolezen v zgodnem stadiju uspešno premagati. Zato je bila potrebna visoka doza vitamina E, z majhno količino rastlinskega olja, zaradi brezmaščobnosti vitaminov primešana. To so dajali živalim, da niso dobile Alzheimerjeve bolezni. Šele mnogo kasneje, 50 let zatem, točno julija 1992, so zdravniki ugotovili, da vitamin E zmanjšuje izgubo spomina pri pacientih z Alzheimerjevo boleznijo. S tem so zdravniki v samo 50 letih prišli do enakega spoznanja, kot že mnogo prej veterinarji. Ali je zato pametneje in nasploh varneje, da greste k veterinarju? Želel sem še nekaj povedati o krvnem pritisku. Ste že kdaj slišali, da vam sol škoduje? Zato, ker lahko sol povzroči visok krvni pritisk. Ali pa vam je bilo rečeno, da ima genetika vpliv na visok krvni pritisk? No ja, oboje je narobe. Niti uživanje soli, niti nespremenljiva genetika glede visokega krvnega pritiska ne stojita v neposredni zvezi. Temveč je, ponovno boste uganili, pomanjkanje ene same hranilne snovi. Ta hranilna snov se imenuje kalcij. Po 20-letni raziskavi
in investicijah, vrednih 2 milijardi ameriških dolarjev denarja davkoplačevalcev, so modri zdravniki stopili pred javnost. V okviru te raziskave je bilo pregledanih 5000 ljudi z visokim krvnim pritiskom. Odvzeli so jim zdravila za zniževanje krvnega pritiska in jih dali na dieto z malo soli. In veste kaj? Vsi so umrli. Zame to ni veliko presenečenje, kajti z raziskavo so odkrili, da reduciranje soli ni prineslo nikakršnih rezultatov. Le pri 0,3% ljudeh se je krvni pritisk rahlo znižal. Nato so opravili drugo raziskavo. Ponovno so vzeli 5000 ljudi z visokim krvnim pritiskom in jim podvojili vsebnost kalcija v krvi, iz 1700 do 2500 mg dnevno. Po 6 tednih so ta poskus prekinili. Zagotovo se sprašujete, zakaj je prišlo po poldrugem mesecu do prekinitve? Čisto enostavno. 85% vseh preizkušenih ni imelo več visokega krvnega pritiska. Resnično senzacionalni žalci, imam za vas eno vprašanje. Ste že kdaj slišali zdravnika reči, da je v resnici vseeno, koliko soli pojeste in da je potrebno odslej zaužiti več kalcija? Ne. Pri visokem krvnem pritisku začnimo raje pri internistu, kmalu bo priklican psiholog, nato morda še kardiolog in na koncu gremo k strokovnjaku za presaditev srca. Ali vzamemo kalcij. Sedaj pa k drugi temi, debelosti. Zastrašujočih 40% vseh Američanov boliha danes za to boleznijo, ki je diagnosticirana od približno 30 funtov nad idealno telesno težo. Debelost prav tako šteje k novim boleznim našega časa. Pred 50 leti je bilo okrog 15% in pred 100 leti je bilo manj kot 1% vseh Američanov debelih. Danes vemo, da to življenjsko ogrožajoče stanje povzroča en sam problem – pomanjkanje pomembnih mineralov. Težave s težo ponavadi niso nič drugega kot pomanjkanje mineralov. Zato bodite pozorni, že vaši postavi na ljubo, na to, da zaužijete dovolj mineralov. Na ta način dobite težave s težo pod kontrolo. Leta 1997 je bilo objavljeno poročilo, ki prikazuje, da so Združene države Amerike v obdobju 26 let investirale neverjetnih 30 milijard ameriških dolarjev v boj proti raku. Kljub 26 let trajajočim raziskavam so znanstveniki sedaj predlagali, da se osredotočijo na preprečevanje te bolezni. 30 milijard dolarjev je splahnilo očitno le zato, ker so bili raziskovalci preveč ozkogledi. V bistvu niso iskali metode za ozdravitev, ampak samo boljšo kemoterapijo. Medtem ko so torej stroški in prizadevanja okoli iskanja zdravila naraščala, je ostala umrljivost enaka. Očitno niso iskali na pravem mestu. Druga raziskava, tako imenovana zdravstvena raziskava medicinskih sester na Harvardu, prikazuje sledeče. 90 tisoč medicinskih sester, ki je vsaj 15 let jemalo vitamine kot dopolnilo k prehrani, je zmanjšalo nevarnost črevesnega raka za 75%. V zvezi s tem vas vprašam, ali obstaja sicer kakršnokoli zdravilo, ki zmanjša nevarnost črevesnega raka za 25%? Ne. Ste pa že slišali, da nemastna prehrana zmanjša nevarnost črevesnega raka, raka na dojki in v bistvu vseh vrst raka? Verjetno že. Vsi mogoči zdravniki pravijo, da uživanje nemastne hrane znižuje nevarnost raka, medtem ko pa mastna prehrana zvišuje nevarnost. Torej, s temi 90 tisočimi medicinskimi sestrami je bila opravljena druga raziskava, pri kateri so primerjali tiste, ki so zaužile več kot 50% kalorij z maščobami, s tistimi, ki so zaužile manj kakor 20% kalorij z maščobami. 50% kalorij z maščobami odraža zelo mastno prehrano. Manj kot 20% kalorij z maščobami pa odraža na drugi strani zelo nemastno prehrano.
Če torej vsebnost maščob v prehrani vpliva na nevarnost raka, potem bi imele tiste s 50% kalorij z maščobami več raka kot tiste z manj kot 20%. To je logično, ne? Toda rezultate raziskave je bil, da med obema skupinama ni bilo bistvene razlike. Količina maščobe, ki jo zaužijete z vašo prehrano, ni v nobeni zvezi z nevarnostjo raka. Odločilno pa je, bodite pozorni, kako maščobo pripravljate in kuhate. Po raziskavi iz leta 1998 privede meso, ki je dobro pečeno, k raku na dojki in nadalje k raku na prostati in črevesju. Pri ženskah, ki imajo raje dobro pečeno meso, ker je maščoba izgorela, je bila možnost raka na dojki za 462% večja, kot pri ženskah, ki jedo meso le pol pečeno. Ne 50%, ne 100%, ne 200%, tudi ne 300%, temveč 462% večja možnost raka na dojki, črevesnega raka in raka na prostati, samo zato, ker želimo meso dobro pečeno in s tem zaužijemo zažgane živalske maščobe. Še nekaj v zvezi z rakom. Nevarnost lahko zmanjšate na najenostavnejši način za neverjetnih 60 do 80%. Jejte robide, maline, borovnice, višnje in jagode. Zraven tega se možnost raka splošno zmanjšuje z uživanjem selena, znanega osnovnega minerala. K temu so bile izvedene tudi raziskave, ki jasno dokazujejo uspeh let šteje tudi artritis. 80% artritisa povzroča osteoporoza v sklepih. K temu spadajo tudi vsa obolenja iz revmatične skupine, kot je na primer lumbago. Vse to sproži osteoporoza v kosteh. Zdravnik vam predpiše sredstvo proti bolečinam in za blaženje vnetja. Toda tukaj se težava šele začne. Predstavljate si, da se peljete z avtomobilom po avtocesti in vaš motor izgublja olje. Rdeča kontrolna lučka zagori. Najprej ste zmedeni in ustavite avto. Nato odprete pokrov motorja in enostavno odrežete majhen kabel, ki vodi do opozorilne lučke, in nato nadaljujete svojo pot. Noben razumen človek ne bi tako ravnal. Vi tudi ne, ali? Ampak točno to počnete z vašim telesom. Bolehate z artritisom, jemljete protibolečinska sredstva in se obnašate, kot da je vse v redu. Potem greste k zdravniku in mu poveste, kako dobro zdravilo učinkuje. Nato greste še plesat, k aerobiki, k fitnesu in podobno. Toda, kar resnično počnete, je, da svoje sklepe še hitreje obnavljate in jih dokončno nepopravljivo uničujete. S tem pa bogatite vašega zdravnika, saj boste kmalu potrebovali nov kolk. Zelo zanimiva je tudi naslednja raziskava, ki je bila leta 1993 opravljena v bolnišnici v Bostonu. Zdravniki so vzeli bolnike z artritisom, ki se niso več odzivali na nobena zdravila, kot na primer kortizon in tako dalje. Poskusnim osebam so bila še enkrat predpisana vsa možna zdravila. Zdravila, ki so jih že vsi enkrat preizkusili, poleg tega pa še fizikalne terapije. Na koncu preostane pacientu kot edina možnost le operativni poseg. Tu se je v bistvu začel dejanski eksperiment. Vsakega pacienta so vprašali, če je pripravljen trpeti še nadaljnjih 90 dni in pred operativnim posegom sodelovati pri poskusni terapiji. Za ta eksperiment se je prijavilo 29 prostovoljcev. Bistvo terapije je bilo v tem, da so pacientom dnevno dovajali zvrhano čajno žličko mletega, posušenega kurjega hrustanca. Da, pravilno, mleti kurji hrustanec. In rezultat? Po 10 dneh so bile vse bolečine odpravljene. Kot je omenjeno, so bile to izključno osebe, ki niso več reagirale na nobeno zdravilo šolske medicine. Po 30 dneh so lahko odprle kozarec kumar, ki je bil še vakuumsko zaprt. Poprej jih še večina brez bolečin v rokah ni mogla držati niti pisala.
Končno so pacienti po 90 dneh imeli ponovno povrnjene svoje maksimalne funkcije sklepov. Zahvaljujoč se dragocenim vsebnostim in hranilnim snovem mletega kurjega hrustanca. Sedaj ni več skrivnost, da lahko bolezni preprečimo in ozdravimo z uravnanim dovajanjem vitaminov in mineralov. Leta 1992 je bil v Time Magazine naslovni članek Prava moč vitaminov. Nove raziskave kažejo, da lahko premagajo raka, srčne bolezni in posledice staranja. Skupno je bilo objavljenih 75 znanstvenih člankov v medicinskih, veterinarskih in patoloških revijah, ki so se podrobno ukvarjali s to temo. Pišejo o številnih boleznih pri človeku in živalih, ki jih povzroča pomanjkanje vitaminov, mineralov, osnovnih mineralov, aminokislin in maščobnih kislin. V letu 1978 sem hranilne formule, ki jih poznamo iz veterinarske medicine, se spomnite, pellets, začel preizkušati na ljudeh. Želel sem, da moji pacienti dočakajo namesto poprečnih 75 let, sedaj 100 let in več. Zato sem začel zbirati informacije, kako je bilo mogoče, da so ljudje dočakali starost 100 let in več. Zanimivo se mi je zdelo, da si nekaj mojih pacientov te starosti sploh ni želelo dočakati. Po vprašanju z vzrokom sem največkrat dobil odgovor: nočem končati v domu za ostarele in biti tam izrabljen. Razumljivo je bila to zame utemeljena skrb. No, kljub temu sem se podal na pot in začel zbirati informacije od in o 100-letnikih. V meni se je povečalo upanje, rezultati so mi povedali, da sem na pravi poti. Med raziskavami sem naletel na projekt moža z imenom Clive McKay. Po objavi iz leta 1935 je bila njegova raziskava sledeča. Vzel je 3 skupine podgan. Prvi skupini je predpisal en podgani pellet na dan. Te podgane so živele poprečno 2 leti. Že ta rezultat je bil velik uspeh, kajti v povprečju živijo podgane 11 mesecev. Drugi skupini je dajal enaki podgani pellet kot prvi skupini, zmanjšal pa je kalorije z ogljikovimi hidrati za 30%, vitamine in minerale pa je pustil enake. Kot rezultat so živele podgane druge skupine v povprečju 36 mesecev, torej 3 leta. Navdušen nad tem je vzel McKay tretjo skupino in tokrat zmanjšal vsebnost kalorij z ogljikovimi hidrati za 60%. Obdržal pa ponovno količino vitaminov in mineralov. In? Tokrat dosežejo podgane starost do 4 let. Senzacionalen rezultat. Več kot 4-kratna prvotna pričakovana življenjska starost. Nato je bila ista raziskava narejena s pajki, hrošči, golobi, črvi in mnogimi drugimi živalskimi vrstami. Znanstveniki so ugotovili, da je skrivnost v količini vitaminov in mineralov na ogljikov hidrat. Odstotek hrane ni bil zmanjšan, temveč samo kalorije ogljikovih hidratov. To je pokazal McKayov rezultat, ker je tretja skupina podgan dobila 3-krat več vitaminov in mineralov na kalorijo ogljikovega hidrata kot prva skupina. To dejstvo je očitno bil razlog, da so živeli s podganami in zmanjšano vsebnostjo ogljikovih hidratov v mislih, medtem ko si pogledamo naslednje okoliščine. Na severozahodu Pakistana živi ljudstvo z imenom Lahunsa. Živijo v gorah, v bližini Himalajskega gorovja, na višini 5800 metrov in bivajo, ali bolje obstajajo, v skrajno revnih razmerah. Ne razpolagajo ne z elektriko, ne z notranjo instalacijo, razumljivo tudi ne z bolnišnicami, niti lekarnami in ne poznajo tudi nobenih zdravnikov. Lahunsa si uporabljajo izključno domača zdravila, zelišča ali pa si pomagajo z masažnimi terapijami. Vendarle, ali mogoče ravno zato, so najbolj zdravi, najdlje živeči ljudje na tej zemlji. Na skoraj življenju sovražni višini pridelujejo skromno količino pšenice, rži, nekaj paradižnika in zelja.
Kratki žetveni časi omejujejo količino pridelka. Edini ogljikovi hidrati, ki jih čez dan zaužijejo, so majhne tortilije. Drugače, v njihovi prehrani ne najdemo nobenih drugih ogljikovih hidratov. Velika večina njihove hrane sestoji iz mesa koz, ovc, kamel, volov in zajcev. Jedo tudi kokoši in jajca. Mleko jim služi za pridelavo sira in jogurta. Kuhajo na maslu. Kratko rečeno, Lahun Sasi, najdlje živeče ljudstvo na zemlji, uživa hrano z malo ogljikovimi hidrati. Zame je predvsem to razlaga za njihovo visoko starost. Med preučevanjem tega nenavadnega ljudstva se nam je razodela še ena skrivnost. Ta skrivnost se da opazovati na edinstven in omembe vreden način. Direktno iz gorovja, iz osrčja Himalaje, teče legendarna ledeniška voda, tako imenovano ledeniško mleko, direktno k naselbinam Lahun Sasov. Ta vitalna in skrajno z minerali obogatena voda je siva in neprozorna, zato označba mleko. Je polna kamnitih delcev in vsebuje več kot 60 mineralov. Torej, vedno, ko teče to ledeniško mleko iz gore, se podajo Lahun Sasi na svoja polja in mešajo vodo z zemljo. Svojimi grabljami in lopatami tepljajo vodo globoko v tla, dokler ne nastane kaša. Ne samo, da s tem zemljo namakajo, ampak jo tudi obogatijo številnimi minerali. Lahko si predstavljate, na teh poljih rastoče rastlinje vsebuje ogromno vitalnih in mineralnih snovi. Vsak sadež nosi v sebi neznansko moč Himalaje, mineralov v svoji prvotni obliki. K temu še pride, da se skozi proces pretvorbe iz mrtvih tal v rastline s fotosintezo ustvari biološka korist za človeka, kar maksimira sprejem hranilnih snovi pri človeku. Za nas edinstven dogodek narave. In ponovno je bilo moje domnevanje, ki je medtem prešlo v globoko prepričanje, potrjeno. Zmanjšanje ogljikovih hidratov, pogojeno s povečanjem mineralov in vitaminov, ne podaljšuje odločilno samo življenja živali, temveč tudi življenja ljudi. Omenimo še lahko, da Lahun Sasi trosijo pepel izgorelega lesa po vrtovih. Izkazalo se je, da je ta pepel vseboval, kot ste uganili, veliko mineralov. Sem pričel zbirati nešteto rojstnih listov in osmrtnic ljudi, ki so bili ali so stari 100 let ali več. Bil sem zelo radoveden in želel sem izvedeti skrivnost njihove visoke starosti. Moj prvi primer je Ralph Charles iz Ohaja. V oktobru 1999 je presegal magično mejo 100 let. Zanimivo pri tem možu je, da s preko 100 leti, ne boste verjeli, še vedno dela kot pilot in prevaža številne potnike preko osrednje Amerike. V njegovih zdravstvenih dokumentih in pilotskem dovoljenju so naštete manjše omejitve. Ob srečanju je deloval zelo dinamično, zato je name naredil velik vtis, kot da bi bil v poznih 70 ali v zgodnjih 80 letih. Tudi Dori Amatebe iz Južne Afrike je bil čast naklonjen. Dora je bila rojena 1881. leta in ko so jo leta 1995 pri starosti 114 let vprašali, zakaj misli, da je dočakala tako visoko starost, je odgovorila: jem kobilice, bučna semena, želvje meso, divja zelišča, suho sadje in spijem dnevno skodelico kave. Zame je bilo to zelo poučno. Ni rekla, da je kruh, krompir, riž ali koruzo. Edine ogljikove hidrate, ki jih zaužije, so v suhem sadju. Proteine dobi v kobilicah in v želvjem mesu. Življenjsko pomembne maščobne kisline pa dobi iz bučnih semen. In če so zelišča zelena, dobi na ta način nekaj vitamina C, folne kisline in beta-karotina. V 90 letih je bila vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov gospa Jean Calment kot najstarejša še živeča ženska. Dokazala je, da je bila 21. februarja 1995 stara 120 let. Umrla je avgusta 1997 leta
v starosti 122 let in 164 dni za kapjo. Razen, da je čutila revmo v rokah, je bila brez kakršnih koli bolečin, omejitev in tudi povsem brez Alzheimerjeve bolezni. Bila je pametna in umsko razumna vse do svoje smrti. V Nigeriji, v tretjem svetu, je umrl poglavar v starosti 126 let. Ena od njegovih žena sanjari o tem, da je imel še vse svoje zobe. Jaz pa mislim na moškega iz Sirije. Umrl je julija 1993 v starosti 133 let. Tudi on je bil v Guinnessovi knjigi rekordov. Toda ne, ker je dočakal takšno starost. Veliko ljudi živi dlje, ampak zato, ker je še 9krat postal oče. To pomeni, da je bil v starosti čez 100 let še vedno ploden. Zadnja smrtnica, ki jo bom navedel, opisuje gospo Matsumi do Usti. Umrla je v starosti 161 let. To zveni zelo neverjetno, vendar njenih 6 še živečih otrok v starosti med 120 in 128 leti lahko to dokaže. Njen najstarejši sin nam je pripovedoval, da njegova mama ni nikoli obiskala zdravnika in tudi zdravili nikoli jemala. Celo življenje se je zdravila zelišči. In mislite, da je bila gospa Matsumi kot otrok cepljena? Seveda ne. Tudi nobeden od njenih otrok ni bil cepljen. Rojena je bila v mali kamniti uti v iranskem gorovju. Tam ni bilo možnosti cepitve. Prepričan sem tudi, da je morala biti vse do svoje smrti zelo gibčna, kajti tam v hribih dokazov in osod nenavadnih oziroma izjemnih ljudi deluje na nas senzacionalno in povsem neverjetno. Toda morda je res, da se nam zdijo stvari tuje in nedosegljive zaradi našega zmotnega pogleda nanje. Mogoče smo že tako daleč, da normalnega ne prepoznamo več kot normalno. Smo si dovolili odvzeti pravico do staranja? Mislim, da moramo v celoti spremeniti mišljenje. Mislim, da čas, da spravimo stvari ponovno v red, ni bil še nikoli tako primeren kot ravno zdaj. Če se dogovorite za termin v tovarni za izdelavo hrane za živali, ki je specializirana za tako imenovano visoko tehnološko hrano za domače živali, in jih vprašate, koliko je mineralnih hranilnih snovi v teh posebnih preparatih, boste dobili z visoko verjetnostjo odgovor 40. In če se boste dalje spraševali, koliko mineralov se primeša navadni hrani za podgane, vam bodo posredovali odgovor 28. Glede na dejstvo, da obstaja skupno 60 mineralov, ki jih potrebujemo, to ni preveč razburljivo, saj govorimo samo o navadni hrani za živali. Hakelc, oziroma bolje rečeno povsem nerazumljivo je dejstvo, da doslej nisem uspel najti hrane za dojenčke, ki bi vsebovala več kakor borih 11 mineralov. Torej medtem, ko se podganom dovaja celih 28 mineralov, dobivajo naši dragoceni dojenčki v najpomembnejši fazi rasti v najboljšem primeru celih 11 mineralov. Morda mi v tem trenutku le težko verjamete, a vam povem, da vam ne predstavljam nič drugega kot vsakdanjo realnost. Resničnost, ki se odraža kot žalosten pogled na človeško arogantnost, nepopisna drama in v glavni vlogi je ponovno človek. Mimogrede, ste že opazili, da pa redko ali nikoli ne zboli? Ni čudno, saj je njegova hrana iz konzerve obogatena s celimi 40 minerali, kot omenjeno, pri podganah s 28 in pri dojenčkih z borimi 11 minerali. Pri tem, sedaj postaja zanimivo, hrana povprečnega Evropejca vsebuje le delež mineralov, kot jih je v hrani za dojenčke. Z veliko verjetnostjo ste vi, ki zdaj le poslušate, eden od njih. Razmislite o tem, zdaj. Namerno bom naredil krajši odmor. Navadna pase hrana 40 mineralov, hrana za dojenčke maksimalno 11 mineralov. In mi, odrasli, zaužijamo le del vrednosti kot v hrani za dojenčke. Noben
trezno razmišljajoč človek ne bi to situacijo imenoval kot pravično. Vse bolj je podobna pasti, o kateri se zavedajoč ali nezavedajoč nahajamo. Človek potrebuje natančno 91 osnovnih hranilnih snovi. Če mu ena oziroma več teh snovi manjka, nastopijo posledice pomanjkanja. Pomembnost tega sporočila nam postane jasna ob dejstvu, da je vsak človek, ki je umrl naravne smrti, podlegel pomanjkanju kakšne snovi. Rad bi vas tudi spomnil na to, da če ne boste prijeli usode v svoje roke, bo to storil nekdo drug. Popravilo življenje ni posebej prijazno do vas, še posebej v današnjem času. Šolajte se sami, ne verjemite slepo vašim zdravnikom, s tem ne boste privarčevali le veliko denarja, ampak predvsem podaljšali vaše življenje. S tem se istočasno odločite izboljšati vašo trenutno in bodočo življenjsko kakovost. Starajte se zdravi in umrite zdravi. Od danes naprej ne morete več reči, tega nisem vedel, ali želim si, da bi imel možnost. Kajti? Od današnjega dne poznate skrivnost visoke starosti. Od danes naprej imate možnost, da se postarate zdravi. Sami odločate o pričakovani starosti in o stanju vašega zdravja. Vzemite življenje v lastne roke, kajti imate le eno.